Živijo, lepo pozdravljeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukaj beremo Golov 20, nadaljevanje prvih vrat prvega poglavja Adamitske zaveze. In nadaljujemo to zgodbo o Edenskem vrtu in o Adamu v rajskem vrtu in o tej zgodbi, ki je taka, kot je. Se pravi, Imam Ahmed al-Hasan, mir je z njim, je rekel, da Adam, mir je z njim, da je on sin princa vernikov Ali ibn Abi Taliba v svetu duš. In da je Ali ibn Talib, ki je direktni kreator Adamove duše v tem svetu duš, in ta odnos je nekaj, ki bo razloženo v kasnejših vratih, oziroma je razloženo v kasnejših vratih. Naslednja vrata je noaitska zaveza in to je razloženo tam. Lahko se bom dotaknil tega v nadaljevanju, bomo videli. Pravi, Mohamed ibn Sinan je rekel, da je Ibn Abbas rekel tole: bili smo z Božjim poslancem, mir je z njim in njegovo družino, in Ali ibn Talib alejhi salam se je približal. Poslanec je rekel njemu: pozdravljen tistemu, katerega je Bog skreiral pred kreacijo njegovega očeta 400 000 let. In tako je kongregacija pač je rekla: o Božji poslanec, je bil sin pred očetom. In poslanec Mohamed sallallahu alejhi ve je rekel, da resnično je Bog kreiral mene in Alija in eno luč pred kreacijo Adama za to časovno periodo, se pravi za 400 000 let. Nato je Bog razdelil to luč v dve polovici, potem je skreiral vse od moje luči in od luči Alija alejhi salam, den je on naredil desno od svojega prestola in oni so njega častili in angeli so ga častili in oni so ga oboževali in oni so ga častili in oboževali in tako so ga častili in oboževali in vsi, ki so ga častili in oboževali, so se naučili tega čaščenja in oboževanja od Alija, mir je z njim. To najdemo v Bihar al-Anvaru, Al-Alam al-Medžisi, 25. knjiga, stran 24. Se pravi, Bog je kreiral Adama, mir je z njim, z njegovo roko. Se pravi, in je rekel v verzu svetega Korana: Allah je vprašal: o Iblis, kaj ti je preprečilo, da bi se poklonil tistemu, kar sem jaz kreiral s svojimi lastnimi rokami. In tako je Ali, od njega je mir, on je v bistvu Božja roka, ki je direktno skreirala Adama. In Ahmed Mohamed ibn Abi Nasr je naprej pripovedoval preko te verige prenošalcev, da je slišal, da je princ vernikov rekel: jaz sem Božje oko in jaz sem Božja roka in jaz sem stran Božja in jaz sem Božja vrata. Se pravi, to je v knjigi Al-Kafi, Al-Sheikh Al-Kulejni, prva knjiga, stran 145. Kar se tiče lokacije božanskega vrta, je to v današnjem Iraku. In v Koranu se pravi, da je prav, on je učil Adama vseh imen. In v Bibliji, Biblija pravi, da zdaj je Gospod Bog ustvaril iz zemlje vse divje živali in vse ptice neba. Prinesel jih je do človeka, da bi lahko videl in da bi jih lahko poimenoval. In karkoli je ta človek poimenoval vsako živo bitje, to je bilo ime tistega živega bitja. To najdemo v Sveti Bibliji, Geneza, 2. poglavje, vers 19. Se pravi,
kar se tega tiče, pojasnilo tukaj v Golo Dovajs je jasno, da se ta pripoved v Koranu in koranskem hadisu sklada s tem, kar piše v Genezi, se pravi hadis iz Al-Kafija, knjiga 1, stran 145 in Bihar al-Anwar al-Majlisi, 25. knjiga, stran 24, je primerjalno, komparativno, paralelna s tem, kar piše v Sveti Bibliji v Genezi, v drugem poglavju v verzu 19. To bi bilo to za danes, kar se tiče Golo Dovajs. Nadaljujemo spet jutri, upam, da imate lep dan in slišimo se, hvala.